Pozdravljeni v 22. epizodi Simple Life podcasta in tale bo bolj kratka, pa hitra, ker poskušam ubesediti nekaj, kar sem šel, argument po argumentu čez in zdajle probam še posnet tole. In to je, kaj je začetna točka oziroma temelj za življenje vsakega človeka. In bom razlagal, kakor da to vse razlagam, ker mi je tako najlažje razmišljati. Tako da kar začnimo. Ena resnica, ki je, da jaz sem edina, ali pa bom kar zase. Ali pa ne, dajmo za onega, ki posluša. Ti si edina oseba v tvojem življenju, ki bo v tvojem življenju od trenutka, ki si se rodil, do trenutka, ki boš umrl in vse trenutke vmes. Naj ponovim, samo to, da se res usede to. Pač ti si edin človek v tvojemu lifeu, ki bo v tvojemu lifeu od momenta, ki si se rodil, do momenta, ki boš umrl in čisto vse trenutke vmes. Pač ne moreš ubežati, pač ti si stalno v tvojemu lifeu. In to ne velja za nobeno drugo osebo. Pa tudi, če imaš brata dvojčka, boš pač enkrat šel na en potovanje, pa en teden ne bil v družbi svojega brata dvojčka, in evo, si pač ti edini človek v tvojemu lifeu, ki je stalno v tvojemu lifeu. Zato, ker ti pa tvoj life sta praktično ena in ista zadeva. Ok, to je prva resnica. Tako da iz tega sledi, da če je mnenje od enega človeka res pomembno za tvoje življenje, je to tvoje mnenje. Da v bistvu za tvoje življenje nima veze, tako nima nobene fucking veze, kaj si drug folk misli. Če se tebi tvoj life zdi cool, pol je cool. Če ti nekaj rad počneš, pol to rad počneš in je to, ni kaj drugega kle za dodati. Ali pa če nekaj ne maraš početi, pač ne tega početi. A veš, je tvoje mnenje edino mnenje, ki šteje za tvoj life. Ok, pol pridemo do tretje točke in to je, da life ne more biti ubeseden. Ne more biti, jaz ti ne morem povedati, lahko probam, ne morem ti pa res povedati, kakšen je moj life. Pač life ne more biti skomuniciran, predan z jezikom. Jezik ne more na noben način, zaobjeti življenja. Če gledamo matematično, je pač life je ta največja možna množica, jezik je samo podmnožica in pač jezik ne more, misel ne more zaobjeti celega življenja, zato ker je podmnožica. Kar pomeni, da pa ljudje, smo poskušali. So napisani romani, so napisane pesmi, so posneti filmi, ko probamo vsem povedati, kaj je ta life tukaj. Saj, kva jaz zdaj delam? Pač probam povedati, kva je life, ne? Ampak se ne da. Jezik oziroma misel sta premalo. Tako da jezik ne more biti ubeseden, ne more biti dojet, lahko je samo živeti. Ne jezik, življenje. Življenje lahko samo živiš, čutiš, life lahko pač samo doživiš. In to je to. Ne moreš ga ubesediti. No, in iz tega sledi četrta točka, ki je, da če življenja ne moramo ubesediti in z besedami se ukvarja
lahko ga pa čutimo oziroma živimo, s tem se pokvarja srce, želodec oziroma pač veš globok občutek v sebi, ki imaš. No, potem za temelj tvojega lajfa lahko vzameš samo res globok občutek, nagon oziroma intuicijo, če hočeš temu tako reči, ali pa ta notranji glas. To je lahko edini pravi temelj za tvoje življenje. Tako da, kar se ljudi tiče, si ti ta glaven človek v tvojemu lajfu in ne racionalen del tebe, ampak intuitiven del tebe. No, pol prijemo pa do 5. točke in to je, da dan živimo v ful glasnem svetu. Televizija, radio, internet, družabna omrežja, oglasi, hrana, droge, seks. Pač tega je nikoli, mislim, da v zgodovini ni bilo toliko distrakcij, kakor danes. In se rabiš odklopiti od tega, da kot prvo sploh lahko slišiš svoje lastne misli in ne misli drugih, in šele pol, ker lahko svoje misli slišiš, se lahko začneš ukvarjati s tem, da tudi ta del utišaš, zato da lahko končno prideš do svojega intuitivnega dela in sploh slišiš svoj intuitiven del. Se pravi, a veš, moš utišati oziroma se odmakniti najprej od sveta in potem utišati svoj oziroma se odmakniti od svojega ki te stalno bombardira z enimi mislimi, pač to rabiš tudi od tega se odmakniti, da lahko pol končno prideš do tega svojega temelja, do notranjega glasu, tega res, kakorkoli hočete temu reči, ampak ta, veš, globok občutek, ki ga imaš, kdo si, kaj je prav zate in pač del tebe, ki ne moreš ubesediti, ampak vseeno veš, da temu je tako in je mogoče tisto vedenje še bolj pravilno, kot pa, oziroma pravilno, še na višjem nivoju, kot pa na višjem oziroma na globjem nivoju, kot pa racionalno vedenje prek uma. No, v glavnem, ja, je treba in svet in svoje misli utišati, da sploh lahko slišiš svoj notranji glas in pač vzameš to kot temelj tvojega življenja. In pol, ko enkrat slišiš to, moraš to živeti. To je pa tako še eno poglavje zase, da ti notranji glas reče nekaj, kar dočeš, a veš, slišati, pa fuck, a zdaj moram to narediti. In tako ti reče, ja, pač zdaj moraš to narediti. In pol, fuck, ok, dober, jebi ga, bom pa zdaj to delal, ne. No, zadnja zadeva je pa, da ja, pač fuck other people, you do you. Pač živi svoj life tako, kot ti hočeš, obenem pa pač pride tudi zavedanje, da vsak drug človek poskuša ta isto zadevo delati, tako da moraš tudi ostalim dovoliti, da to isto počnejo. Tako da ja, živi svoje življenje, pa ostalim dovolj, da živijo svojega. Ta angleški live and let live, nekako o tem govorim. Tako da ja, to je neka taka ugotovitev oziroma, ko bi temu rekel, če bi mogel neko vedenje ali nekaj vzeti za temelj svojega življenja, kaj bi bilo to, je to razmišljanje, ki sem ga zdajle podal, to. Pač ta globok notranji občutek. Zakaj? Zato, ker pač life lahko samo živiš in ne moreš ga ubesediti. Potem, zakaj moj občutek, zakaj ne od koga drugega? Ja, zato, ker sem jaz edini človek v mojem lifeu, ki je stalno tukaj,
Ker tudi, če bi mu probo pobegant, mu ne morem, a veš. Pač sam sebi ne morem ubežati, jaz sem skozi kle, a veš, lahko grem, čak zdaj sem v dnevni, evo, pa grem hiter v spalnico, ne, jaz sem še vedno kle. Pa grem nazaj v dnevno, ne, jaz sem še vedno kle. Pa če grem spat, tudi v sanjah, ne, sem jaz še vedno tam, pa če se ga zadanem na polno, pa še vedno sem tam, tako prav, mogo bi res čisti blackout doživeti, da ne bi bil tam, pa tudi pol, ko bi prišel nazaj iz blackouta, bi mi folk povedal, ja, to si vmes delal, tako da pač ni šans. Ne moramo sami sebi ubežati. Tako da, če je kakšen človek, kjer ga mnenje res šteje v tvojemu lifeu, si to ti. To hočem reči. In ja, intuitiven del tebe in je treba vse ostalo utišati, da sploh lahko to slišiš in pa živiš life tako, kot ne bi ga živel. In to je nekako to, eno kratko razmišljanje, če komu prije prav cool, drugače pa to, tlej, fajn se vejte še naprej, pa se slišmo v naslednji epizodi. Ajde.